N1 podcast s Suzano Lovec. Dober dan, dragi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. To je N1 podcast s Suzano Lovec. Moje oddaje lahko spremljate na N1. Nanje se lahko naročite pri vseh večjih ponudnikih podcastov in tudi na YouTube kanalu N1 Slovenija. Dostopne so tudi na EON-u in na strani Metroplay. Tokrat pa z mano in z vami, doktor politologije, predstojnik katedre za analizo politik in javno upravo na Fakulteti za družbene vede, koordinator doktorskega študija ameriške študije, Tomaž Deželan. Lepo pozdravljeni. Dober dan, pozdravljeni. Vi se največ ukvarjate s politično participacijo, državljanskim prostorom, volilnimi kampanjami, demokratičnimi procesi in mladino. Kot strokovnjak pa sodelujete tudi z OVSE, Evropskim parlamentom, Evropsko komisijo in Svetom Evrope. Dobrodošli še enkrat. Najlepša hvala. Kaj rečeva v prvem povolilnem tokrat podcastu na N1? Kaj je mogoče prva stvar, ki jo lahko vi rečete v tem povolilnem času, danes, 5 dni po volitvah? Mi smo imeli volilno kampanjo, ki je mestoma spominjala prav na izredne razmere, in zdaj se po volitvah včasih tudi zdi, da se ta kampanja nadaljuje. Kako država deluje v tem mestnem času, oziroma v kakšnem času smo zdaj trenutno 5 dni po volitvah? Ja, dejansko lahko bi dejali, da nas v bistvu ta postmoderna orodja volilne kampanje silijo v to, da živimo permanentno kampanjo. In seveda ta permanentna kampanja ni nič novega. Dejansko v 80-ih se je začelo o tem govoriti seveda v ZDA, kjer seveda je logično, da dan po volitvah že začneš nekako delati vse, da si pridobiš torej čim več glasov podpore na naslednji volilni tekmi. Ampak hkrati je seveda nekako danes situacija popolnoma drugačna, ker vendarle, ne samo mladi, ampak tudi sicer nas torej na nek način pridobivamo informacije strani torej spletnih platform, torej na nek način dostop do volivcev se je spremenil, je precej bolj tudi umerjen, torej na nek način usmerjen, in po tej plati seveda so nam te tehnologije in algoritmi močno začeli določati, kako mi doživljamo politiko in kako na nek način so vsi okoli nas, ki mislijo podobno, torej z nami, in vsi, ki ne mislijo podobno, drugačni. Torej na nek način so tudi potem neki procesi, ki jih poznamo že iz antike, torej ostrakizem, torej na nek način odstranitev iz političnega prostora, postali danes tukaj s temi spletnimi torej platformami, družbenimi omrežji popolnoma drugačni, ker seveda omogočajo tako imenovano cancel culture, potem torej neko kulturo odstranjevanja, zavračanja, predvsem pa omogočajo neko binarnost za, proti, z nami, proti nam. In to je na nek način seveda slabo za vsak politični prostor, ker še vedno smo skupaj skupnost, tudi drugače mislečih. Predvsem pa slabo za naš politični prostor, ki je sicer tudi sicer ideološko razdeljen, ampak tudi nastavljen tako, da zahteva predvsem od naših torej predstavnikov, izvoljenih predstavnikov, da se med seboj pogovarjajo in na nek način sklepajo torej neka zavezništva. Mi imamo prostor, ki zahteva od politikov, da se med seboj pogovarjajo in sklepajo koalicije. Lahko so neke trdne koalicije, lahko so tematske koalicije, ampak tako je nastavljen naš prostor. In seveda danes s temi omrežji in seveda našim razumevanjem torej politike danes, take kot je, v bistvu preprečujemo v marsičem našim predstavnikom, da sklepajo torej to vrstna zavezništva, ki bi jih morali že v končni fazi po ustavi in tudi po torej ureditvi samega sistema sklepati. Im ne zaupamo. In tukaj je v resnici največji problem, ki ga v bistvu vsi ti sodobni procesi samo še poglabljajo. To nezaupanje. Zdaj, to volilno
in povolilno dogajanje zaznamujejo tudi ugovori zaradi domnevnih nepravilnosti na voliščih. Kakšen je vaš komentar na ta del povolilnega dogajanja? Je recimo primerljiv z drugimi državami, lahko kakšne vzporednice povlečete in s čim? Ja, zdaj nepravilnosti v samem volilnem procesu so vedno bile, vedno bodo in ne boste verjeli, tudi v najbolj utrjenih in zrelih demokracijah je tega kar precej. Pogosto tudi na nek način se tehta eno načelo z drugim v smislu, ko želimo, povečevati neko volilno udeležbo in širimo recimo torej možnosti za volitve. Ne nazadnje, nekatere države uvajajo možnosti, da vi v veleblagovnici med tednom volite, zato ker seveda prioritizirajo višjo volilno udeležbo pred tem, da vi na nek način cenite ta proces in mu izrazite neko spoštovanje. Tako da v bistvu vedno bo prišlo do nekih kompromisov in tudi vedno prihaja do določenih napak, ki so lahko zelo birokratske narave, včasih so lahko tudi na nek način plod recimo kakšnih nepremišljenih dejanj posameznikov, tudi to je lahko, ampak še vedno so to kršitve v zelo majhnem obsegu in slovenski politični prostor in tudi volilni proces je skozi desetletja tudi zunanjih preverjanj, recimo opazovanj OVSE-ja še posebej, nekako izkazal, da je visoko integriteten. Tako da v tem kontekstu velja še vedno to poudariti, da imamo visoko integriteten volilni proces in ga moramo v resnici varovati in zaščititi, ker je v resnici to osnova za to, da bodo ljudje v večji meri zaupali v demokracijo in tudi demokratično izvoljene predstavnike oblasti. Ker kot sem omenil poprej, zaupanje je temeljni problem. Mi ne zaupamo v politične stranke, v neke državne institucije, mi ne zaupamo v sodržavljane. Ampak doslej smo Slovenci zelo, zelo dobro zaupali, visoko zaupali v te volilne institucije in mislim, da je to ključno za celotno demokracijo, za celoten politični prostor in vse akterje v prostoru, da nekako se to zaupanje ohrani in če nekako samo komentiram glede na te očitke, ki jih je nenazadnje včeraj predstavnik Državne volilne komisije tudi nekako izpostavil glede na te ugovore, ki obstajajo, so to seveda tudi ukolikor se izkažejo za pravilne, obstoječe, še vedno manjše kršitve in ko gre pa za to vprašanje predčasnega glasovanja, gre pa seveda za vprašanje na nek način, ali seveda zakonodaja sledi na nek način temu zgibom, državnih institucij, da seveda najprej povečuje seveda možnost posameznikov, da odda volilno pravico, po drugi strani pa seveda tudi nekaj, kar menim, da je seveda po eni strani slaba praksa, da na nek način tudi varčuje. Mi smo zelo alergični na to, če seveda Državna volilna komisija ali katerakoli državna institucija potroši preveč denarja. Ampak v resnici smo se sedaj naučili, da je dobro investirati več, bodisi v volišča v vsakem okraju ali tudi v robustno spletno stran, ker ko seveda na nek način je izid tesen, začnemo mi dvomiti o vsem in potem dvomimo tudi v integriteto volitev, ki pa je na nek način lahko povzročena tudi s tem, da smo morda malo preveč parali pri sami spletni strani ali recimo teh voliščih in tako naprej. Tako da sam bi dejal, da investicije v volitve v smislu tudi zavarovanja te volilne integritete so zelo dobre investicije. Najbolj nas seveda zdaj v tem povolilnem času vse nas, novinarje in seveda javnost, zanima sestavljanje koalicije. Bodoča koalicija, pogajanja bodo v vsakem primeru trda, dolga in naporna. Predvideva se, da ne bo šlo za tedne, ampak mesece. Kakšen je vaš pogled na sestavljanje koalicije
na zatečeno aktualno stanje, torej 5 dni po volitvah. Kako naj bi potekalo to sestavljanje koalicije? Ja, seveda ta proces je zelo zahteven, ne? Ampak v končni fazi, kot sem dejal poprej, ne, nekako mi imamo tudi sistem narejen za to, da je zahteven. Ker v resnici mora biti zahteven in na nek način mora siliti akterje v to, da dosegajo kompromise, da se pogovarjajo. Ne. Je konsenzualen prostor. Ne. Na nek način se pričakuje torej, doseganje konsenza, torej razpravo, deliberacijo in na nek način potem tudi nek torej, nabor ciljev, ki so ali nabor politik, ne, torej nekih programskih izhodišč bodoče vlade, ki so lahko plod individualnih recimo volilnih programov ali strankarskih programov, lahko pa skozi to deliberacijo dobimo nekaj novega. In je to plod te demokratične deliberacije, ki si jo vsi želimo, ker je plod torej dogovarjanja političnih predstavnikov. Tako da seveda je na nek način ta proces, kot sem dejal, nekako bolj je tesen izid, ne, bolj sili v te pogovore, bolj so negotovi ti pogovori in so seveda frustrirajoči za nas državljane, pa zagotovo tudi za same politike, ampak so nekaj, kar v resnici prisili politike v to, da začnejo na nek način se pogovarjati preko nekih teh običajnih linij, ne. Običajnih, torej v našem primeru levica, desnica. Ne. Čeprav menim, da v resnici, ko pogledate seveda vi na nek način strankarske programe, vi lahko vidite kulturno levico in kulturno desnico, medtem ko pogledamo pa ekonomsko plat, je pa stvar popolnoma drugačna in sam menim, da bi morali samo preusmeriti fokus. Ne. Tako da na nek način bi sam dejal, da imajo danes politiki priložnost. Ne. Državljani smo seveda malo živčni, ampak politiki pa imajo priložnost, da nekako pokažejo, zakaj so tam in ali imajo te politične kompetence, ki se od njih tudi pričakujejo. Ne, in to je seveda ravno to doseganje kompromisov. Bi pa dodal temu še to, ne, nekoč sem dejal, da politiki potrebujejo v bistvu na nek način zasebnost. Ne? Pa ne zasebnost v tem državljanskem smislu, da nekdo ne sili v naše družinsko življenje, ampak zasebnost, da nekako brez državljanov ali medijev dosežejo ta kompromis, ki ga potem vsem predstavijo. Ne? Mi smo obsedeni s tem, da zasledujemo politike, da želimo vedeti, kaj je zapisano na njihovih telefonih, s kom govorijo, ne? Kam hodijo jesti, kam hodijo na kave. Seveda, sej na nek način je to po eni strani tudi popularizacija politike, ne? Po drugi strani pa ravno v teh časih te politike močno omejuje v tem, da bi se iskreno pogovorili. Aha, torej govorite o tem vmesnem času, sklepanje koalicij, da se lahko oni bolj dogovorijo, če jim ne neprestano gledamo, s kom se pogovarjajo? Absolutno. Ne? In sicer ne gre samo za ta čas. Ne? Tudi slovenski parlament je primerjalno gledano, neverjetno podvržen temu načelu transparentnosti. Ne? In seveda je transparentnost eno od demokratičnih načel, ki ga vsaka demokratična družba mora negovati. Tako je. Ampak, ne, hkrati pa ta transparentnost v slovenskem primeru kaže nezaupanje. Ne? Mi ne rabimo vedeti, kako poslanci glasujejo, ko glasujejo o odmoru. Ne? Mi tega ne rabimo vedeti, pa vemo, ker naša glasovalna naprava to zabeleži. Ne? In mi tudi ne rabimo vedeti, kako so glasovali, ko na nek način konsenzualno sprejmejo. Ne? Pa spet vemo, najbolj razviti demokratični parlamenti tega ne zabeležijo. Ali zabeležijo, ko je izražena želja, da se zabeleži. Ne, tako da mi v resnici se skrivamo za načelom transparentnosti, v resnici pa našim političnim predstavnikom ne zaupamo. Ne zaupamo jim in seveda, ko imamo mi že
torej etablirane stranke, ki imajo svoje prostore, ki imajo na nek način torej neko infrastrukturo, ki so ne nazadnje tudi že sedaj v parlamentu, je seveda to pogovarjanje oziroma dogovarjanje nekoliko lažje. Ko pa imamo mi prišleke, se morajo pa ti, roko na srce, nujno dobivati v nekih prostorih, ki niso za to primerni in seveda so samo še dodatna tarča zasledovanja in tako naprej. In če se boste spomnili, ena pomembna vlada se je oblikovala tudi v neki gostilni, tako da na nek način seveda potem mi vsi skupaj malo banaliziramo celotno politiko, se na nek način zgražamo, po drugi strani norčujemo, v resnici in pa ne damo priložnost, da so politiki. Tako da tu menim, da seveda je njim res težko in seveda njim je bilo težko že 15-20 let nazaj. Danes jim je precej težje, ko ima vsak v bistvu na nek način sledilno napravo že v svojem telefonu, oziroma vsak, ki te ljudi lahko vidi, jih lahko posname, in je seveda na nek način takoj ta negativni moment, je neka zarota in tako naprej. Tako da je v bistvu res imajo na nek način težko delo, ampak v resnici vedo, v kaj so se spustili in tukaj je na njih, da na nek način to izpeljajo. Je pa dejstvo, da na nek način bi potrebovali tudi institucionalno gledano neke ureditve, ki bi jim omogočale lažje sklepanje nekih dogovorov. Razumem. V nedeljo zvečer, po volitvah sva bila dogovorjena in ste nam poslali vaše poglede takoj potem, ko so prišli rezultati volitev, ki smo jih objavili potem v ponedeljek zjutraj. Vi ste med drugim takrat napisali, da je polarizacija v družbi eden od največjih problemov v demokraciji, tudi pri nas, to, kar ste danes tudi že izpostavili. Dodali ste pa tudi, da priložnost preseganja binarnega pogleda na politiko je zato na voljo prav sedaj, ko bipolarnost ne nudi političnega obstoja aktualni zasedbi parlamentarcev. Torej ob tem izjemno tesnem volilnem izidu, ki je po vašem mnenju priložnost za depolarizacijo. Zdaj smo par dni kasneje. Se vam zdi, da tudi po teh 5 dneh je to, o čemer smo se pogovarjali, kar ste napisali, še realno? Namreč NSI-ja danes na tem sestanku pri Robertu Golobu niso prišli na ta sestanek, so ga zavrnili. Logar je v preteklih dneh že povedal, da v koaliciji, v kateri bo Levica, ne bo, podobno tudi Stevanović. Prav tako se Stevanović ne vidi v vladi, ki jo vodita ali Robert Golob ali Janez Janša. Kako gledate danes na v bistvu to priložnost preseganja binarnega pogleda? Jaz sam bi dejal, da priložnost ni izgubljena. Se je pa pokazalo, kako v resnici na nek način omejen prostor imajo ti politiki. V resnici si ga tudi sami malo omejujejo, če smo čisto iskreni. Ampak vendarle so tukaj pričakovanja njihovih volivcev, gotovo. Potem po drugi strani seveda tudi tisto, kar so izrekli ali niso izrekli torej pred volitvami. In tu moramo poudariti, da ravno ta del, torej na nek način obljube in neizpolnjene obljube, oziroma v angleščini broken promises, so eden temeljnih problemov liberalnih demokracij, kjer v resnici ne to, da politiki opravijo svoj reprezentativen mandat in na nek način gredo dlje od tega, kar so obljubili svojim volivcem, ampak predvsem to, da v resnici pozabijo, kaj so govorili. In to jim seveda na nek način volivci zelo zamerijo. In tudi tradicionalno so slovenski volivci precej bolj sicer to zamerili vedno levo-sredinskim strankam. Ampak dejansko ta broken promises, torej ta problem obstaja. Tako da se ga seveda ti politiki zavedajo, so tudi zelo previdni, sam bi dejal za to, pri izbiranju svojih besed in govorijo, ne bomo omogočili in tako naprej. Skratka, na nek način odpirajo ta prostor, si ga pa v bistvu samo zamejujejo in hkrati je tudi zelo omejen. Sam bi pa dejal, da na nek način predvsem ne želijo tvegati preveč, čeprav je lahko ravno to tveganje za marsikaterega od njih v resnici izjemna priložnost, da se stabilizirajo v slovenskem političnem prostoru in celo na nek način prosperirajo. Seveda, če imamo mi pred sabo možne, torej nove volitve, ne želimo
torej oni ne želijo seveda na nek način izdati svojih volivcev s kakšnim korakom predaleč. Čeprav vemo, da jih hkrati lahko kaznujejo zato, ker se ne bodo dogovorili ali bodo morda požrli kakšno načelo. Je pa dejstvo in v tem kontekstu seveda na nek način igrajo malo varnejšo igro, čeprav menim, da se bo tudi to spremenilo, ko se lahko seveda na nek način ravno z novimi volitvami pojavi ta možnost in sam menim, da obstaja, da ravno te manjše stranke izgubijo. Mislite tukaj ob morebitnih predčasnih? Seveda. Ja. Ker ko se bo, če pride do tega, je jasno, da bomo dobili ravno ta bločni, še bolj izrazit bločni prostor in bodo bodisi nekatere stranke na nek način izgubile nekaj podpore, nekatere pa pač ne bodo prišle v parlament. Torej manjšim strankam bi bilo najbolj v interesu, da se vlada sestavi? Zagotovo in hkrati tudi državljani od njih pričakujejo, da na nek način se povezujejo. Kakorkoli se pač že povezujejo, ampak da se povezujejo, ker v resnici to od njih državljani tudi pričakujejo, ker v resnici nihče tudi od njihovih volivcev ni verjel, da bo to najmočnejša vladna stranka, če ne govorimo o Svobodi in o SDS, kar pomeni, da so tudi zelo razumni in ne pričakujejo, da bodo seveda imeli v svoji stranki mandatarja, ampak nekoga, ki je še vedno lahko, ki je še vedno sposoben na nek način pripelje določena izhodišča, določene programske točke v prostor, ne glede na to, ali bo to leva ali desna vlada, tako da, ali Svoboda ali SDS. Tako da v tem kontekstu menim, da seveda imajo oni veliko priložnost. Torej, oni so dokaz, da te absolutne polarizacije ni. Je pa dejstvo, da ukolikor... Govorimo zdaj tukaj o Logarjevih demokratih? Seveda, na nek način govorimo o vseh, ki niso od Svoboda in SDS, pri čemer moramo vedeti, da je tukaj, predvsem ko gre za levico, vendarle precej bolj ideološko profilirana stranka, ki gre na nek način bolj od tega prostora, od sredine, tako da seveda imajo največ možnosti za to vrstno dogovarjanje, tudi glede na svoje ideološke izhodišča in program, v resnici te tri stranke. Pri čemer moramo povedati, da resnica je zares posebna stranka potem, da je v resnici anti-establishment stranka. In v tem kontekstu na nek način marsičesa oziroma marsikaterega stališča o tej stranki še ne vemo in se bo izčistilo. Je pa po drugi strani tudi logično, da je za njih tudi težko se dogovarjati, ker se dogovarjajo z establishmentom. Tako da na nek način še posebej ta nota neizpolnjenih obljub oziroma prelomljenih obljub je zelo relevantna za njih, tako da je tako njihovim sogovornikom kot njim samim v resnici zelo težko na nek način iskati ta optimum, ko na nek način še zadovoljijo svoje volivce in jih ne razočarajo in ne grejo predaleč. Tako da sam bi dejal, da ravno te tri stranke tvorijo prostor, ki v resnici na nek način odpira torej to depolarizacijo, kjer pa seveda te stranke močno tvegajo, vkolikor se želijo bodisi profilirati napram svojemu, če temu rečemo, dominantnemu akterju, nekateri bodo rekli hegemonu, bodisi nekako preveč odmakniti od nekih pričakovanj njihovih volivcev. Kaj se lahko zgodi, recimo, če malo preigrava naprej scenarije z nekaterimi strankami? Recimo, ali vidite možnost, da se Logarjevim demokratom in pa Novi Sloveniji v primeru, če bodo ali v koaliciji z Janezom Janšo ali pa skupaj v opoziciji z Janezom Janšo, dogodi tako imenovani fenomen reže na skot salamo, ki ga je recimo Nova Slovenija v preteklosti že doživela in je bilo tako tudi opisano z njihove strani. Torej, da bi te dve stranki, ko bi bile ali v vladi ali skupaj z Janšo v opoziciji, da bi se jim zaradi SDS-a zgodil torej ta nek upad, manjšanje, manjša politična moč.
zagotovo za dolgoročen obstoj nekako potrebujejo neko diferenciacijo od seveda hegemona. To niso moje besede, ampak v resnici tega dominantnega akterja na desnici. In po eni strani je tako, sicer lahko si to razložimo tudi s potekom volilne kampanje, vendarle malo presenečen je ta rezultat, ki ga je dosegla Nova Slovenija, ker sam bi dejal, da so nekateri poprejšnji predsedniki precej bolj poskušali doseči to diferenciacijo kot recimo ta, pa vendarle se je njim precej bolj maščevalo kot torej aktualnemu, kjer mislim, da je bil celo nagrajen. Tako da v tem kontekstu je res težko razumeti na nek način, kaj je v bistvu idealen scenarij za njihovo delovanje, ampak dejstvo je, in Nova Slovenija ima tako izkušnjo že v bistvu s tem, ko je tudi nekoč izpadla iz parlamenta, da v bistvu ta diferenciacija je zelo pomembna in je v bistvu ključna pri dolgoročnem obstoju in sam bi dejal tudi pri torej krepitvi. Njim bi moral biti, in sam menim, da je interes krepitev in tukaj pa seveda pomeni, da si na nek način poskušajo torej v primerjavi z SDS pridobiti seveda določeno temo, na kateri v bistvu se razvijajo in bodisi ni relevantna za SDS ali pa je njihovo stališče drugačno od SDS. Torej, temu se reče tako imenovan saliency, torej neka izpostavljenost, ki je bodisi ta, da se razločijo, bodisi je ta, da je to za njih relevantna tema, za torej drugo stranko pa ne. In sam vidim, seveda je torej Nova Slovenija poudarjala to podjetništvo, ki je relevantno v resnici za vse, ampak na nek način bi dejal predvsem poprej, ne toliko sedaj, morda sedaj ravno s konfiguracijo torej te liste, kjer je tudi zelo jasno profilirana podjetniška stranka, da so nekako po tej plati to dosegli. Pri seveda Logarjevih demokratih pa menim, da na nek način predvsem ta možnost, torej zmožnost, torej na nek način oblikovanja nekih mostov. Ta je precej bolj zahtevna, je bolj ta kulturna, čeprav ima seveda vse te premise, ki sem jih omenil tudi, ali pa večina od njih tudi za Novo Slovenijo, ampak tukaj se je profiliral, to mislim, da od njega tudi pričakujejo in ta del pa je zahteven, ampak v resnici je to nekaj, kar ga lahko profilira in v resnici vzpostavi kot akterja torej, če bo naredil most, podporo, ki jo je po njegovih besedah pričakoval, torej 20%. Ja, tako. Torej, če bo naredil most med levico in desnico. Lahko med levico in desnico ali most, ki nekako povezuje neko sredino, torej nek most, nek dogovor. In torej neko drugačno politiko, ki ni polarizacija. In tukaj seveda sam bi dejal, je dobil podporo ravno tistih, ki v resnici ne prisegajo na to polarizacijo in jim je popolnoma torej sprejemljivo, da je malo enega in malo drugega. In da se ne rabimo vsako jutro, ko se zbudimo, na nek način vprašati, kaj sledi pa danes. In se raje posvečamo svojemu življenju. Kar se lahko zgodi in kar naj bi opazovali tudi v naslednjih tednih, mogoče celo mesecih, kot sem že rekla, je tudi to, da manjše poslanske skupine, mogoče tudi večje, ampak predvsem manjše, naj ne bi bile monolitne. Torej, recimo, da je pol ene poslanske skupine želi v vlado s tem, pol poslanske skupine želi v vlado z drugim hegemonom. Tako da ta kombinatorika morda ne bo ta seštevek, kot smo doslej seštevali, torej takoj po volitvah, koliko ima poslanskih mest neka stranka, ampak bodo te cifre, ki jih bo treba seštevati, drugačne. Kako lahko to zaplete povolilno oziroma kombinatoriko koalicij?
Ja, seveda, to je kar zapletena situacija, ne? Ampak sam bi dejal, imamo na nek način opravka z večjimi relevantnimi, sam bi rekel, dimenzijami tega procesa. Eden je seveda ta, koliko ima posamezna skupina, nekih instrumentov moči in nekih instrumentov nagrajevanja. In v vsakem parlamentu, pa potem tudi znotraj vsake stranke, je seveda ta sistem nekoliko drugačen, oziroma je ta nabor teh korenčkov in palic malo drugačen. In seveda bolje institucionalizirana stranka, bolje utrjena, bolje urejena, več je tega. Seveda nekaj pa nudi tega tudi sam parlament skozi seveda neko hierarhičnost položajev znotraj parlamenta, prevzemanjem določenih funkcij in tako naprej. Tako da sam bi rekel, da je seveda zelo pomembno vedeti, koliko je teh nadzornih mehanizmov, palic, možnosti, da stranke kaznujejo neposlušnost in seveda nagrad, predvsem, ko gre za seveda na nek način doseganje neke notranje enotnosti ali pa sprejemanje nekih včasih tudi težkih kompromisov, ki jih bodo verjetno nekatere stranke morale sprejeti. Po drugi strani imamo pa opravka še z nečim drugim, kar je seveda povezano tudi z volivci neposredno teh strank in v končni fazi politično kulturo državljanov, in to pa je politična kultura elit, ki seveda je včasih nekako neposredno povezana z državljansko, ampak seveda vemo, da volivci različnih politikov pričakujejo, da se bodo ti politiki vedli različno. In prej smo že dejali, da tradicionalno velja, da seveda se levim politikom, levi volivci levim politikom precej težje odpuščajo kot desnim. In tukaj gre predvsem za, če govorimo o tej politični kulturi elit, neko razdelitev, prihaja to sicer iz ameriškega prostora, ampak v resnici zelo dobro deluje tudi pri nas, kjer imamo mi seveda neko tradicionalistično kulturo, elit, kjer pomeni, to je bolj ali manj na desnici, kjer dejansko se spoštuje avtoriteta, se spoštuje hierarhija, se spoštuje seveda na nek način volja vodje, medtem ko imamo pa bolj, ko gremo proti levi ali pa proti sredini, na nek način druga pričakovanja, in še posebej velja za liberalne struje, da imajo to individualistično kulturo. Ta individualistična kultura pa na nek način narekuje sklepanje kompromisov oziroma sklepanje posla, če želite. The art of the deal. Imamo seveda v tem trenutku globalnega hegemona, ki prisega na to sklepanje poslov, in seveda v tej individualni, če želite, liberalni politični kulturi elit je pa seveda ključen dosežek, ključna valuta, ali si speljal. In seveda, če lahko spelješ lepo, super. Če pa ne, je pa tako ali tako politika posel, ki ni za vse. Je lahko tudi umazan. In tukaj dobimo seveda na nek način pa te seveda liberalne volivce, ki pa pri nas nekateri so, če imajo na nek način bolj to ekonomsko noto, bolj pripravljeni, vzeti rezultat, kljub temu, da je bila pot mogoče malo manj moralna, medtem ko nekateri pa ne prisegajo na rezultat, ki je na nek način plod nekih korakov, ki jih ne odobravajo. In tako pridemo potem do skrajno levega prostora, kjer pa volivci pričakujejo, in to pa tako se imenuje, moralistična, nek moralističen v resnici moralistično držo teh poslancev, ki se morajo udeleževati, ki morajo slediti na nek način obljubam in včasih tudi, če dodam, morajo biti samodestruktivni za voljo načel. Ne smejo sklepati gnilih kompromisov. In tako nekako vidimo potem ta prostor in seveda, kje so možni ti kompromisi. In sam bi dejal, na tej liberalni sredini, nekoliko levo od centra in nekoliko desno od centra, so na nek način tudi volivci najbolj pripravljeni sprejeti nek kompromis, ker favorizirajo tudi sam rezultat in ne samo pot.
Iskali bomo verjetno, oziroma ne mi, stranke, tiste, ki bodo želeli sestaviti vlado, tudi tako imenovane puckote, kar smo tudi videli že v slovenski zgodovini. Sicer je povprečje sestavljanja koalicije oziroma vlade, da jo dobimo 67 dni v Sloveniji, ne? Od najkrajših 38 dni leta 90 in pa prvi mandat Roberta Goloba do, mislim, da 109 dni leta 96, ko je Janez Drnovšek sestavljal vlado. Zelo naporni, ne, kot sem že rekla, so ti časi in kar nekaj neznank v parlamentu, kar nekaj novih obrazov in obrazov, ki ne vemo, kako se bodo v tej novi, še bolj polarizirani oziroma tesni tekmi obnašali. Ne? Drži, absolutno drži. Je pa dejstvo, da so tokratne volitve oziroma tokratni rezultati vendarle nekoliko drugačen od nekaterih zadnjih. Ne. Tokrat bomo imeli precej več poslancev, ki so že bili poslanci, kar je zelo dobro. Ne. Še posebej, ne glede na to, katera bo največja vladna stranka, ne bo nova. Ne, ker najhuje je, ko seveda novinci prevzamejo. Ne, za seveda to akumulacijo izkušenj, znanja in tako naprej. Ne. Tako da v tem kontekstu bo manj neznank, ne, bo manj negotovosti vendarle, kakorkoli se bo obrnilo. Po drugi strani je seveda na nek način potrebno poudariti seveda to, da ja, ta proces je lahko dolg, ne, je pa hkrati seveda na nek način tudi omejen z določenimi koraki, ne? In smo videli, da pogosto že v bistvu ti koraki nekako ponudijo na nek način rešitev, kljub temu, da morda se poprej ni tako kazalo. Recimo imamo tisto glasovanje o predsedniku državnega zbora, ki je nekako marsikaj pokazalo. Tako da gre vendarle tudi za neke etape. Bi pa sam dejal, ne, da gre tukaj seveda ob upoštevanju nekako tega prostora in seveda vseh omejitev, ki smo jih omenila, tudi za različne strategije, ki jih lahko imajo bodoči mandatari, tisti, ki bodo seveda oblikovali na nek način vlado, uspešno ali neuspešno. In tukaj gre pa predvsem za strategijo, včeraj smo slišali o eno strategijo, ne, vlade narodne enotnosti. Sam bi dejal, ne, da na nek način to vrstna terminologija je nepotrebna, ne, in na nek način, da smo vendarle tudi Slovenci nekako dozoreli kot demokracija in lahko enostavno tudi temu rečemo večja vlada, raznorodna vlada, kakorkoli, ne rabimo na nek način ves čas iskati neke reference v nekih ključnih procesih za to, da legitimiramo v resnici tak korak, in sam menim, da je to spet ta pot proti depolarizaciji, in sam menim, da tudi volivci slej ko prej bodo to razumeli. Tako da seveda ta vlada velike večine, ne, z veliko večino, nek surplus majority, ne, je en tak dober korak, ki preprečuje morebitna izsiljevanja, seveda, ne, je pa empirično gledano bolj kratkotrajna, ne, po analizah po Evropi, po vseh sistemih, ki so jih imeli, kot seveda vlada z minimalno večino. Ne. Ker vendarle, ne, te vlade z minimalno večino seveda zagotovijo te glasove, ne, se na nek način dogovorijo o resorjih, si v bistvu bolj razmejijo prostor in potem na nek način poskušajo to krmariti skozi mandat, in pokazali se je empirično gledano, da so te vlade v resnici najdlje trajajoče. Ne. Seveda to nam pove kar precej o tem, kaj politika je. Ne. Vlada je seveda lahko vlada, ki išče politike. Ne, politike, javne politike, neka javno-politična področja, teme, ki jih bo naslavljala, ne, in to so policy seeking vlade. Imamo pa vlade, ki so office seeking, ki si razmejijo posamezna področja, resorje, jih imajo zase, so to seveda na nek način njihovi teritoriji in tako delujejo. Ne, in seveda te minimalne koalicije, dejansko vlade z minimalnim možnim številom glasov,
glasov, da so še seveda operativne, so seveda precej bolj tako imenovane office seeking, torej tiste, ki gledajo resorje in si potem delijo te resorje in na nek način z njimi razpolagajo. To je en tak kar tradicionalen pristop pri slovenskih vladah, kjer seveda stranke potem na nek način tretirajo seveda te terene kot svoje terene, ne, tudi v negativnih praksah, ne, ki jih potem predvsem pred volitvami kar pogosto slišimo, ampak po drugi strani, ne, na nek način vendarle potem to kaže na to, da so državljani pripravljeni tudi to vrsten pristop odpustiti, kar pomeni, seveda si državljani želimo, ne, da vlada zasleduje svoje programske prioritete in izhodišča, ki jih najprej napišejo stranke same zase, potem v koalicijski pogodbi, ampak smo v teh desetletjih tudi že razumeli, da si stranke razdelijo pač te resorje in znotraj tistih resorjev v bistvu na nek način peljejo politiko. Kar bi dejal, da mogoče en tak dober pokazatelj tovrstnih pristopov, torej relevantnosti enega ali drugega pristopa je tudi ta, ali potem ministri, ki so nominirani strani stranke za to vlado, prevzemajo tiste programske terene, ki jih sam program njihove stranke tudi zasleduje. In pogosto vidimo, da temu ni tako. In še posebej vidimo, da v bistvu ponavadi predsedniki zelo neradi, če niso predsedniki vlade, zelo neradi prevzemajo na nek način tiste resorje, ki naslavljajo ključne tematike teh strank, kar je seveda tudi ena taka preživetvena strategija, ker če kot predsednik stranke na svoji temi nisi uspel, potem nimaš tam kaj iskati. Seveda je to lahko tudi na nek način zelo zahteven preizkus za same stranke, zato potem stranke pogosto ne prevzemajo resorjev, ki bi jih v resnici po sami definiciji in samem programu morale. Tako da in tukaj smo sicer tudi v zadnjih letih videli nekoliko premike, predvsem bi morda izpostavil Levico in ta del, ko gre za seveda delo, družino in socialne zadeve, kjer je to zelo jasno, ta povezava s temeljnimi programskimi izhodišči, ampak ni to tako pogost slučaj, kot bi si morda predstavljali. In tukaj takoj vidimo, kako se v bistvu potem na nek način same stranke postavijo za samo življenje v vladi. Ali so res pomembne tematike, ali so pomembni resorji in vse, kar s tem na nek način pride. Mladi na tokratnih volitvah volili so zelo drugače kot starejša generacija. Vzporedne volitve Medianine 18 do 24 let, SDS 25%, Gibanje Slovenija 17%, NSI Trojček 13%, Resnica 8,8%, Levica 8%, Pirati 8%, Demokrati 8% približno. V bistvu, kaj se je zgodilo? Nekaj sem z politologom dr. Banjacem o tem obratu desno pri mladih govorila pred volitvami, govorila sva bolj splošno o tem trendu, ki ga zaznavajo v tujini in tudi v Sloveniji. On je takrat govoril o tem, da v bistvu algoritmi na družbenih omrežjih potiskajo desne populistične diskurze bolj naprej in da je to eden od razlogov za ta obrat, ki ga gledamo. Ampak če zdaj lahko pokomentirate, vi se z mladimi tudi profesionalno, strokovno veliko ukvarjate in volitvami, kaj se je tukaj zgodilo, in kakšne mobilizacijske strategije za mlade delujejo? Ja, dejansko drži, kar ste povedali, predvsem to, da seveda mladi dojemajo politiko drugače. Dejstvo je, da se večina mladih primarno informira preko družbenih omrežij, tudi o politiki, poleg drugih zadev. In seveda dejstvo je, da algoritmi teh privatnih korporacij favorizirajo dobiček in ne demokracijo, kar pomeni, da bolj je skrajna, šokantna vsebina, bolj je viralna. Tako da to drži, dejansko
tako različne države, kot v končni fazi torej Evropska komisija, Evropska unija, mednarodne organizacije so precej na nek način poskušale poseči v to polje, predvsem pripisati odgovornost torej tem privatnim platformam. Niso pa bile preveč uspešne, ker je seveda to poslovna skrivnost, algoritmi so poslovna skrivnost in od tu potem vidimo predvsem te reakcije z bodisi omejitvami prepoved do 16, recimo uporabe družbenih omrežij kot, primer Avstralija in še sledijo države, ali seveda to, kar se je recimo včeraj zgodilo v ZDA, ko uspevajo s tožbami. In seveda na nek način oboje bo vodilo do na nek način tudi močnejše, strožje regulacije. Je pa dejstvo, da vendarle je ta politični imaginarij mladih tak, kot je in v marsičem bo zaznamovan zavedno, ker se je to odvilo v procesu njihove politične socializacije, kjer se seveda tudi politično formirajo. In drži ta del, čeprav v resnici, če pogledamo bolj podrobno, ta seveda retradicionalizacija, o kateri se dostikrat govori, je seveda tudi posledica te identitetne politike, torej teh identitet, ki se morajo stabilizirati napram nekaterim drugim identitetam in v tem kontekstu tudi ta retradicionalizacija. Je pa seveda pomembno poudariti, da čeprav se seveda nekako, če pogledamo po svetovnem časopisju, recimo tudi Economist imel torej članek o tem, o torej desnih ekstremnih fantih in levih puncah, da seveda ni tako enoznačna zgodba, ko gledamo seveda že po spolu in ko gledamo po starostnih skupinah in ko gledamo še posebej po nekih drugih, recimo bodisi socioekonomskih, bodisi etničnih plateh. Je pa dejstvo, drži, so različni in tako kot so še posebej mladi fantje nekako bolj dojemljivi za te desne diskurze, torej na nek način v marsičem, ki poudarjajo neko novo moškost in tako naprej. So pa seveda tudi dekleta precej bolj senzibilna na ravno torej položaj žensk v družbi in so zato tudi na nek način precej bolj pomaknjena v levo. Zdaj, kar smo videli na naših volitvah, tu velja poudariti naslednje. Politika je preplet 3 ključnih dejavnikov. Eden je identiteta in to je identiteta. Druga je ideologija in tretja je interes. In ugotovili smo že, da velikih ideoloških razlik med našimi strankami ni, če umaknemo te kulturne boje. In ta kulturni boj seveda je pomemben, ampak ta seveda igra na to identitetno noto in na čustva, ki so močno mobilizacijska. Seveda interesi so tukaj manj v ospredju, kar pomeni, govorimo o identitetni politiki. In seveda skozi identitetno politiko lahko ljudi prestrašiš in marsikdo na nek način je bil prestrašen, ne govorim samo mladi, ampak strani državljanov, ker ko vi poslušate torej na nek način nekaj tednov o samih problemih demokracije, ki jih imam, o korupciji in še vedno dobite 70% ljudi na volišče, potem veste, da so bili ljudje prestrašeni. Prestrašeni zaradi različnih stvari, ampak prestrašeni. Ker sicer je običajen odziv na to vrstne afere manjšanje volilne udeležbe, mi pa v primerjavi s prejšnjimi volitvami skoraj da nismo imeli zmanjšanje volilne udeležbe okoli 1%. Mobilizacijski moment torej in te korupcijske obtožbe in po drugi strani verjetno tudi vmešavanje paravojaške izraelske agencije. Manj korupcijske obtožbe bi načeloma morale zniževati volilno udeležbo, ker ljudem politiko to priskuti in se ne želiš iti tega, ne želiš biti del tega, ampak gre za to, da na nek način se
ljudje lahko, torej ob tesnem izidu, in govorili smo o tesnem izidu, ob seveda permanentnem govoru, že poprej, že pred volitvami smo vedeli, tudi na nek način ukrepi Evropske komisije gredo v smer preprečevanja, torej vmešavanja tujih agentov, seveda to je imela Evropska komisija jasno v mislih Rusijo in Kitajsko, ampak torej gre pred nevarnostmi od zunaj in ko na nek način dobite preplet vsega tega, imate ljudi bodisi prestrašene pred to vrstnimi procesi, bodi si na nek način, ne bom rekel okužene, ampak tudi prestrašene pred, torej na nek način tem kulturnim bojem, ki se odvija v tej družbi. Tako da je bil v bistvu preplet dimenzij. In če nekako pokomentiram pa v bistvu ta, rekli ste, premik v desno, sam ne bi dejal, da je premik v desno, bi pa dejal, da si lahko SDS čestita, ker so dejansko uspeli mobilizirati torej mlade, medtem ko drugi tega niso uspeli. Ko pogledamo te odstotke, vidimo, da je odstotek dejansko nekoliko nižji, kot ga je stranka globalno prejela, ampak je pa precej višji kot vsi ostali. To pa zato, ker so očitno nekako že osvojili, in sam bi se absolutno strinjal s tem, način, kako mladi komunicirajo in kako pripeljati institucionalno politiko do mladih, da se aktivirajo. Torej so jih mobilizirali. Ja, in to SDS dela permanentno, za razliko od drugih strank, ki poskušajo to pri mladih delati zadnjih absolutno. In seveda, če kdo mladi razumejo, da se to tega na ta način ne počne in da to počnejo samo amaterji. In to se jasno vidi v tem rezultatu, kjer je seveda SDS uspela mobilizirati tisto podporo, ki jo ima in je ta stabilna, sam bi dejal, da je stabilna. In v tem kontekstu na nek način je to tudi torej nek rezultat res permanentnega dela in če se boste spomnili evropskih volitev, je ena od izvoljenih njihovih poslank tudi zelo jasno izpostavila in tudi na nek način uspela napram notranjim strankarskim kandidatom, ker je seveda bilo to njeno delo nagrajeno in na tem so gradili. In sam bi dejal, da se morajo v resnici ostale stranke zelo dobro učiti iz tega primera, še posebej, če nekako razumemo tudi, kako globalno se ohranja in mobilizira podpora strani mladih. In če pogledamo ravno na nek način ameriške paralele, lahko ugotovimo, da seveda tisto gibanje MAGA ni tako uspešno zato, ker bi bila njihova ideja tako unikatna, drugačna in tako naprej, ampak zato, ker obvladujejo ta prostor, obvladujejo na različne načine. Med drugim tudi s fake newsom. Absolutno, ampak gre za to, da zelo dobro razumejo, kako politična komunikacija teče in kako mobiliziraš svojo podporo. In gre tako za raven torej nekega komuniciranja establishmenta, mnenjskih voditeljev, kot nekih neposrednih bottom-up podpornikov znotraj gibanja, ki ni nujno, da so tudi neposredno povezani z gibanjem in to počnejo zelo učinkovito, zelo dobro in to kaže v resnici tudi na nek način podporo, ki jo potem prejmejo. Tako da sam bi dejal, da v tem kontekstu se je SDS zelo dobro naučila, kako to poteka, ostale stranke pa absolutno ne. Za konec, pod črto, kako pa se, če pogledamo zdaj širše, spreminjajo demokracije, kakšen je trend? Imate tukaj kakšne? Ja, gotovo. Dejansko demokracije drsijo in ne drsijo v pravo smer. Saj to ne nazadnje vidimo na vsakem koraku. Demokracije seveda so predvsem v zadnjih 15-20 letih, sam bi omenil predvsem zadnjo finančno in gospodarsko krizo iz torej tretje četrtine leta 2008, ki se je v resnici potem precej bolj pokazala še v naslednjem desetletju. Na nek način od takrat tudi za voljo ukrepov, ki so šli v smer torej varčevanj in seveda tudi nepodpore različnim nujnim instrumentom, da se demokracije krepijo. Ne samo, da se kritika vlad krepi, ampak da se demokracije
demokracije krepijo. V tem kontekstu nekako od takrat lahko brez težav opazujemo drsenje demokracije v ta tako imenovani iliberalizem. Torej, liberalizem, ki na nek način zelo odkrito pove, zakaj ni demokratičen oziroma zakaj favorizira eno skupino, eno etnijo, nacionalnost, kakorkoli. Torej, dejansko gre predvsem za to, da tega ti režimi več ne skrivajo. Poprej so bili predvsem zavezani k demokraciji. Sedaj so zavezani k demokraciji, k nekaterim načelom, ampak tistim načelom, katerim pa niso zavezani, pa v resnici več ne skrivajo, da jim niso zavezani oziroma to celo nekako izpostavljajo kot njihovo komparativno prednost. Saj poznamo to skovanko, iliberalne demokracije in iliberalizem je seveda skoval Viktor Orban in jo je tudi zelo dobro utemeljil, ker je seveda dejal, Madžari imajo neko posebno mesto in ko gre za diskriminacijo v prid Madžarom, torej jaz to lahko počnem. Torej na nek način od tedaj naprej imamo demokracije, kjer odkrita diskriminacija lahko, tudi če ni zakonita, je legitimna, je opravičljiva, če gre v smer neke dominantne skupine družbe in tako naprej. Tako da lahko generalno rečemo, da demokracije drsijo. In nekatere bolj, nekatere manj. Bi pa sam dejal, nekako v sami demokratični teoriji imamo predvsem dva koncepta. Eno je poglabljanje demokracije, eno je pa torej ohranjanje demokracije. In seveda mi smo imeli tudi v Sloveniji nekaj časa in seveda druge liberalne demokracije po svetu, torej zahodnoevropske, skandinavske, so imele obdobje poglabljanja. Ko smo na nek način še dodatno krepili določene instrumente, ki seveda bodisi negujejo državljanske pravice, človekove pravice, vladavino prava in tako naprej. Zadnjih gotovo 10 let, vsaj, tudi v obdobju teh permanentnih kriz, na katere smo se že navadili, vidimo, da v resnici demokracije samo ohranjajo se pri življenju. Torej, na nek način imamo danes nek globalen trend, ko nekako demokracije skušajo ostati na enaki ravni ali se ohraniti pri življenju in se ne poglabljajo. In to velja globalno, to ne velja samo za Slovenijo, za ZDA, to velja tudi za tiste utrjene demokracije, ki na nek način že na različnih koncih in krajih kažejo nek razkroj, ki pa nekako so ga povzročili vsi ti procesi z novimi tehnologijami in novim načinom dojemanja same politike strani državljanov. Hvala lepa. Najlepša hvala za povabilo. Na koncu vi, ko ste omenili še liberalno demokracijo in dogodke na Madžarskem, opozorila gledalke in gledalce še na poročanje naše novinarke Urške Mlinarič, ki je trenutno na Madžarskem, ki se veliko ukvarja s tem, kaj se trenutno tam dogaja, so v burnem predvolilnem obdobju tudi oni, in tudi na to piše tudi v današnjem tekstu, kaj so recimo podobnosti z predvolilno kampanjo v Sloveniji. Tako da vabljeni k branju. Hvala še enkrat tudi vam. Hvala.